V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je torek, mi smo v velikonočni osmini. 8 dni obhajamo veliko noč, 8 dni praznujemo zmago ljubezni nad sovraštvom, zmago življenja nad smrtjo, da bi počasi vstopili v Božjo logiko, da bi počasi Božja modrost postala naša modrost, da bi lahko razumeli, kaj pomeni hoditi po poti, ki nam jo kaže Bog. Vas povabim, da na začetku te svete maše pogledamo vase v svoje srce, priznamo in obžalujemo to, da smo krhki, da smo grešni, da padamo, da svoje življenje, sami sebe in drugega izročimo tej Božji ljubezni, Božjemu usmiljenju, ki prihaja med nas. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji sin, Jezus Kristus. Gospod Bog, jagnje Božji, sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Bog, velikonočni zakramenti so nas rešili iz smrti v življenje. Nadaljuj delo svoje milosti, da bomo že v tem življenju doživeli resnično svobodo Božjih otrok, ki nas čaka v nebesih. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz apostolskih del. Na vinkoštni praznik je Peter govoril Judom: Zagotovo vedi vsa Izraelova hiša, da je Bog tega Jezusa, ki ste ga vi križali, postavil za Gospoda in maziljenca. Ko so to slišali, jih je v srce zabolelo in so rekli Petru in drugim apostolom: Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je rekel: Spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da krstiti v imenu Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem oddaljenim, kolikor jih pokliče Gospod naš Bog. Še z mnogimi drugimi besedami je pričeval in jih opominjal: Rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so bili krščeni. In pridružilo se je tisti dan okoli 3000 duš. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Zemlja je polna Gospodove dobrote.
Gospodova beseda je prava in vse njegovo delo je zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično, zemlja je polna Gospodove dobrote. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Gospodove oči so uprte v nje, ki se ga bojijo, na nje, ki upajo v njegovo milost, da otme njih duše smrti in jih oblakoti preživlja. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Naša duša čaka Gospoda, on je naš ščit in pomočnik. Tvoje usmiljene Gospod bodi nad nami, kakor upamo v tebe. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Aleluja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Marija Magdalena stala zunaj pri grobu in jokala. Ko je jokala, se je sklonila v grob in je videla dva angela v belih oblačilih, ki sta sedela eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Reče da ji: žena, kaj jokaš? Odgovori jima: vzeli so mojega Gospoda in ne vem, kam so ga položili. Ko je to izgovorila, se je obrnila in videla Jezusa, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji reče: žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Misleč, da je vrtnar, mu reče: Gospod, če si ga ti odnesel, povej mi, kam si ga položil, ga bom jaz vzela. Jezus ji reče: Marija. Ona se obrne in mu hebrejsko reče Rabuni, kar pomeni učenik. Jezus ji reče: ne dotikaj se me več, še nisem šel k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim reci: grem k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem naznanila: videla sem Gospoda in on mi je to rekel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji evangeljski odlomek nam prinaša nadaljevanje tistega, ki smo ga slišali v nedeljo na Veliko noč. Namreč, ko Marija Magdalena prva zjutraj, zgodaj zjutraj pride k grobu in vidi grob odvaljen, se vrne k učencem in to pove, in potem Peter in Janez, ki je predstavljen kot učenec, ki ga je Jezus ljubil, tečeta k grobu, da bi preverila Marijine besede. In pravi evangelij, učenec, ki ga je Jezus ljubil, je pogledal v grob, pa ni vstopil, ampak je videl in je veroval. Če nam tisti odlomek govori o tem, kako je ljubezen tista, ki nam odpira oči za znamenja, po katerih prepoznavamo ostalega, za znamenja, po katerih prepoznavamo Boga, imamo danes tukaj z Marijo nadaljevanje. Namreč, tisti, ki ljubi, ostaja žalosten, dokler ljubega ne sreča, dokler ljubega ne vidi. Marija v današnjem odlomku je žalostna. Ljubi, vendar njenega ljubega ni. Ga ne najde, ga ne prepozna, ga ne vidi. In njeno srce se razveseli šele, ko ga sreča, ko ga prepozna, zopet najde veselje. Veselje je tisto nezamenljivo znamenje Boga. Bog je edini, ki lahko v resnici naše srce razveseli že samo s tem, da je in da pride. Sveti Ignacij pravi temu tolažba, duhovna tolažba brez predhodnega vzroka. So stvari v našem življenju, ki nas razveselijo, ki se jih razveselimo, in lahko zaradi tega potem nekako tudi se naša duša razveseli
in se lahko veselimo tudi Boga in lahko zato bolj molimo, ker je v nas neko veselje. Ampak to veselje je prišlo zaradi stvari, zaradi dogodkov, zaradi srečanj, zaradi doživeti. Bog pa je tisti, ki lahko v naših srcih zbudi veselje brez kakršnega koli potrebnega predhodnega vzroka. Samo zato, ker je. Zato, ker je Bogu to lastno. Bogu je lastno prinašati v naše življenje veselje. In če lahko eno modrost prenesemo iz današnjega odlomka, iz današnjega evangelija, bi bila modrost predvsem ta. Prosimo za milost ljubezni. Ljubezen je tista, ki odpira oči našim, daje luč našim očem, ki odpira naše srce, zato, da lahko prepoznavamo Boga. Spomnimo se, evangelist Matej v svojih blagrih oblikuje tudi blagor čistemu srcu, kar bodo Boga gledali. Kdor je čisto srcu, lahko vedno in vse posod prepoznava Boga po znamenjih. In ljubezen je tista, ki očiščuje naša srca. Ljubezen je tista, ki dela naše oči čiste. Prosimo za to milost ljubezni, da bi lahko v tej velikonočni usmini rasli v prepoznavanju Božje bližine, v prepoznavanju Božjih znamenj, da bo lahko v nas raslo veselje, s pomočjo katerega bodo ljudje tudi preko nas lahko začutili, prepoznali to dobro novico o zmagi življenja nad smrtjo. Da bo to velika noč ne samo za nas, ampak bo postala velika noč za vse ljudi, ki nas poznajo, za vse ljudi, ki jih Bog kliče, da bi se nekoč tudi oni približali, prepoznali ljubezen, ga vzljubili in se znašli v tem veselju, ki ga Jezus prinaša in ga prinaša za vse. Drage sestre in bratje, apostolu Petru in spokornici Mariji Magdaleni je srečanje z ostalim Kristusom vlilo poguma, da sta vsem oznanjala resnico odrešenja. Tudi mi prosimo Jezusa, našega odrešenika. Prva cerkev je pogumno zaživela iz vere v tvoje vstajenje, naj te današnja cerkev slavi in oznanja vsemu svetu. Prosimo te, usliši nas. Petrovo oznanjevanje je pritegnilo množice. Naj postane tudi naše življenje živo pričevanje zate in tvoj evangelij. Prosimo te, usliši nas. Iz neomajne vere je rasla prva skupnost kristjanov, daj take moči in poguma vsem, ki se v javnosti trudijo za krščanske vrednote. Prosimo te, usliši nas. Najprej si se prikažal ženam, naj po zgledu tvojega ravnanja do Marije Magdalene tudi mi spoštujemo ženske v družini in družbi. Prosimo te, usliši nas. Daj vsem, ki so zaspali v Kristusu, da bi čim prej gledali tvoje obličje v slavi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti si nam zgled ljubezni in obzirnosti do vseh in vsakogar, naj se z vsakim novim dnem bližamo tvoji dobrohotnosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvala jim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvala jim Bog, Gospodu vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas ponižno skesane, Gospod, in ti ga danes našli. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to mojo in vašo večerno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, milostno sprejmi naše darove. Pomagaj nam, da ne zapravimo tega, kar si nam dal, in dosežemo to, kar večno ostane. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, v vsakem času, posebno pa ta dan, slovesneje hvalimo, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje, Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stojenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega sina. Prinesel nam je veselo vest o večnem življenju pri tebi v slavi. Pokazal nam je tudi pot, ki pelje v življenje. To je pot ljubezni, po kateri je on prvi hodil pred nami. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi z učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavo. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami.
Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Naj bodo srca kristjanov polna velikonočnega veselja, da bomo to veselje delili vsem tistim, ki so žalostni. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi, zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, v svojem stajenju si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod, mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Tako, tisti, ki ste skupaj, si stisnite, si podajte roke, se lahko tudi objamete, naj bo mir, Božji mir vedno z vami. Jagni Božji, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božji, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božji, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci reci le le besedo, in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospoda v gostijo. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem sakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj, kakor vse drugo, predvsem pa te želim prijeti v svojo dušo. Prosim te, pridi k meni, prosim te, vstopi v moje srce in prebivaj v njem.
Hvala, Jezus, za to duhovno združitev s teboj, za tvoj objem, za tvojo bližino. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Vsemogočni Bog, usliši naše prošnje. Očisti si nas z neprecenljivo milostjo svetega krsta, vzgajaj nas za večno življenje pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja in aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.